Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Aleksander Bomberski, sem nacionalni inovacijski posrednik in višji strokovni delavec za inovacije v kmetijstvu v Kmetijskem svetovalnem centru Bervinov. To je podružnica Varšavskega centra. Dolga leta sem sodeloval pri oblikovanju mreže za inovacije v kmetijstvu in podeželju in sodeloval sem in usklajeval oblikovanje operativnih skupin v okviru Evropskega partnerstva za inovacije na Poljskem. Najlepša vam hvala za povabilo na vaš dogodek. Z vami pa želim podeliti predvsem naše občutke, občutenja in izkušnje, seveda o implementaciji inovacij v kmetijstvu s pomočjo naše mreže, s pomočjo naše strukture, posrednikov, svetovalcev in koordinatorjev. Za vas sem pripravil tudi predstavitev na to temo z naslovom Proces inovacijskega posredništva kot del kmetijskega inovacijskega sistema na Poljskem. Kot sem že dejal, se je proces inovacijskih posrednikov na Poljskem začel izvajati po letu 2016. Osnovan pa je na delovanju službe kmetijskega svetovanja. Naša mreža za inovacije na področju kmetijstva in podeželja, na kratko mreža SIR, deluje v okviru kmetijske svetovalne službe v Bervinu. To pa je popolnoma odprta platforma. Kmetijski svetovalni centri delujejo v 16 regijah, naš center v Bervinovu pa deluje kot nacionalni koordinator. Usklajuje delovanje, kot rečeno, še vseh preostalih 16 regionalnih inovacijskih posrednikov, ki pa se nahajajo v 16 regijskih centrih kmetijskega svetovanja. Izvajajo pa posamezne naloge v okviru strukture mreže SIR. Osebe, ki izvajajo naloge naše mreže, zaposluje naš Center za kmetijsko svetovanje v Bervinovu, delijo pa se na tako imenovane svetovalce in brokerje oziroma posrednike, ki podpirajo porajajoče se operativne skupine v okviru Evropskega partnerstva za inovacije. Glavna izpostava je v Varšavi, kjer imamo nacionalnega koordinatorja mreže SIR in tudi nacionalnega inovacijskega posrednika. Koordinatorji oziroma tudi posredniki pa imajo svoje zadolžitve v posameznih regijah na Poljskem, teh je 16, in kot rečeno ima vsaka regija najmanj enega koordinatorja, tako za mrežo SIR, torej mrežo za inovacijo v kmetijstvu in podeželju, in po enega posrednika. Vsak je zadolžen za svojo regijo. Implementacija nalog mreže v okviru organizacijske strukture CDR-a, to je naš center za inovacije in center za kmetijsko svetovanje, torej to je možno izvajati prav zaradi izkušenosti naših delavcev, naših svetovalcev. Regijske izpostave so osnovane na delu svetovalcev iz centrov kmetijskega svetovanja in tudi regijskih svetovalnih centrih. To je osebje, ki ima ponavadi dolga leta izkušenj sodelovanja s kmeti, podjetniki in drugimi operaterji na podeželju, kot tudi z enotami znanstvenega in raziskovalnega dela. Pomembno je omeniti, da je naša inovacijska mreža na Poljskem osnovana na delovanju res izkušenih sodelavcev,
centrov kmetijskega svetovanja. Delovanje organizacijske strukture naše nacionalne mreže, vključujoč našo mrežo za inovacije v kmetijstvu in na podeželju, se še posebej nanaša na oblikovanje akcijskega načrta za leto 2014-2020, financirana pa je iz tehnične pomoči sklada za leto 2014 do 2020. In tu lahko zdaj na ekranu, za katerega se opravičujem, da je v poljskem jeziku. Žal, te drsnice nimamo v angleškem jeziku, a vendarle tu lahko vidite našo državo. Ti mali krogci pa so regijski centri kmetijskega sodelovanja. Lahko vidite, da jih je 16, kot je 16 regij, je 16 centrov. In tam se nahajajo naši centri mreže za inovacije v kmetijstvu in podeželju in tu imamo vsaj po enega inovacijskega posrednika. V Brvinovu je sedež, tam je kmetijski svetovalni center, ki deluje tudi kot entiteta za usklajevanje, za koordinacijo. Potem pa imamo še druge izpostave, ena je v Varšavi, druga v Radomu, pa v Krakovu in v Poznanu. In tu lahko vidite, da imamo zelo dobro razdeljeno in deloma tudi samostojno delovanje naših posameznih delov celotne mreže v vsaki regiji. Na tej sliki pa lahko vidite našo spletno stran. To je spletna stran naše mreže za inovacije v kmetijstvu in na podeželju, kjer ponujamo osnovne informacije o naši mreži, o naši strukturi, o naših projektih, ki jih že izvajamo ali ki jih načrtujemo ali pa smo jih že zaključili. Tu je dostop do zakonodaje, naš kontakt, pa seveda tudi koledar dogodkov, bilten oziroma glasilo in informacije o ukrepih sodelovanja vseh 16 regij in naši partnerji. To je pomembno, kajti mreža brez partnerjev zagotovo ne more obstajati. Potem pa imamo tudi podatkovno bazo o vseh naših projektih, operativnih skupinah, inovativnih idejah, kjer se ljudje lahko vključijo in najdejo rešitve. Obenem pa imamo na spletni strani še nekatere druge dodatne informacije. Glavni cilj naše mreže SIR, torej mreže za inovacije v kmetijstvu in podeželstvu, je podpirati inovacije v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželju. Podrobno pa so naši cilji razdeljeni na nekaj točk. Prva se nanaša na informacije in aktivnosti, ki predstavljajo in dajejo pobudo za sodelovanje med različnimi deležniki, kmeti, podjetniki, raziskovalci in svetovalci. Nadalje, identifikacija partnerjev za sodelovanje in implementacijo inovativnih projektov. Nadalje, sodelovanje med nacionalnimi znanstvenimi in raziskovalnimi enotami, inštitucijami in organizacijami, ki delajo na področju Evropskega partnerstva za inovacije, za učinkovit in trajnosten razvoj na področju delovanja kmetijskih svetovalnih centrov EIP Agri. Nadalje je potrebno omeniti tudi širjenje znanja in inovativnih rešitev, kot tudi dobre prakse, širjenje informacij in znanja o tem, kako sodelovati in kakšni so raziskovalni projekti. Večinoma je naše delo vključeno oziroma vključuje izmenjavo informacij med kmeti, raziskovalci, podjetniki, svetovalci in raziskovalnimi enotami. Identificiramo partnerje za nove inovativne pobude, sodelujemo, kot sem že omenil, z EIP Agri, torej na nacionalni in mednarodni ravni,
v okviru Evropskega partnerstva za inovacije. In tako oblikujemo seveda skupine za to delo. Nadalje, kot sem že dejal, gre za pomen širjanja informacij in znanja o tem, kako lahko sodelujemo v raziskovalnih projektih, in nazadnje tudi razvoj metodologije za ustvarjanje in identifikacijo sodelovalnih projektov in oblikovanje podatkovne baze projektov, kjer je navedeno, kateri projekti so že zaključeni, kateri se izvajajo, kateri pa so še v načrtu. Seveda pa je pomembno omeniti tudi našo podporo inovativnosti na področju kmetijstva s tem, da ponujamo nasvete in pomoč pri oblikovanju in organizaciji delovanja operativnih skupin za inovacije. Pomembno je ponuditi podporo različnim pobudam, ki se nanašajo na inovativne projekte, nadalje dajanje nasvetov in pomoči pri razvoju projektov operativnih skupin za inovativno partnerstvo. In seveda je pomembno, da bi lahko spodbudili inovativnost, in je pomembna tudi informacijska podpora za izmenjavo informacij, in naš svetovalni center na področju kmetijstva v Brvinu, ki sem ga že omenil, ima to bazo, kjer so vsebovani vsi primeri izvedenih inovativnih rešitev v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na drugih področjih. In pomembno je, da so te informacije dostopne. Dejal sem že, da naša mreža zagotovo ne bi mogla obstajati brez ključnih partnerjev. Koristi in priložnosti sodelovanja, ki so rezultat našega partnerstva preko mreže, pa so seveda kot prvo registracija v podatkovni bazi mreže, ki nam omogoča kontakte in omogoča sodelovanje z drugimi udeleženci mreže, med našimi partnerji. No, in na tak način se lahko oblikuje dobro okolje, v katerem se ljudje lahko sestanejo v tej mreži in se ustvarijo nove operativne skupine. Ne le tekom naše spletne baze oziroma v okviru spletne baze, ampak pred covidom smo imeli zelo veliko dogodkov v živo, dogodkov za mreženje, za naše partnerje, da so se sestali, poklepetali o inovacijah, se pogovorili o težavah in na tak način so lahko izmenjali zamisli o inovacijah. Po takih dogodkih mreženja pa so bile ustvarjene čudovite nove operativne skupine. Seveda je korist tudi dostop do relevantnih informacij, novic, zagotovo nadalje sodelovanje pri oblikovanju podatkovne baze, zagotavljanje informacij o dosežkih in izkušnjah na področju inovacij, kar je neprecenljivo, če veš, kaj delajo partnerji. Nadalje je koristno sodelovanje na dogodkih, ki jih organiziramo v okviru mreže, tako na nacionalni kot regijski ravni, kajti povabila na te dogodke razpošljemo čisto vsem partnerjem. Dogodki pa vsebujejo konference, študijske obiske, demonstracije, sejme, veliko je tu priložnosti, da se ljudje srečajo, izmenjajo informacije, izmenjajo nove zamisli za inovativne projekte. Po mojem mnenju je organizacija takih dogodkov priložnost za veliko novih kontaktov, veliko novih informacij, veliko novih prošenj oziroma zamisli, ki so lahko izhodišče za odlično sodelovanje, pa ne le kratkoročno, ampak tudi dolgoročno sodelovanje v okviru projektov, ki se izvajajo tudi preko drugih virov subvencij. Seveda je sodelovanje z enotami tudi del delovanja naše mreže pri oblikovanju predlogov za projekte. Sodelovanje torej z enotami, ki pripravijo nove aplikacije, to je seveda, oziroma nove vloge, to je za nas zelo pomembno, da smo na nek način posrednik med
upravičenci, uporabniki in tistimi, ki imajo priložnost, da se tudi vključijo s svojimi vlogami. Zdaj pa nekaj primerov fotografij naših študijskih obiskov na nacionalni in mednarodni ravni. Naši udeleženci se namreč vključijo lahko, kot sem dejal, tudi v študijske obiske, izmenjave, kjer lahko izmenjajo izkušnje, poklepetajo, izmenjajo stališča in ideje. In kar najboljše okolje je to za srečanja, zato da se najdejo rešitve, da si pogledajo ustrezne inovativne rešitve drugod v drugih delih Poljske. Seveda na tak način lahko ljudje pridejo tudi do novih rešitev, tudi glede tehnologije. Izredno pomembno je pokazati, kako se lahko uporablja določena nova tehnologija, kakšne so prednosti in slabosti upravičencev pri uporabi določenih rešitev v kmetijstvu. Kot sem že dejal, je naša mreža odprta. Partner je torej lahko tako fizična oseba in entiteta, nekdo, ki se zanima za implementacijo inovativnosti na področju kmetijstva, proizvodnje hrane, gozdarstva in podeželja. Torej, kdorkoli se ukvarja s tem področjem in si želi izvajati inovativne rešitve na področju kmetijstva, lahko postane partner v naši mreži. Naši ključni partnerji pa so seveda kmetje, sindikati, organizacije kmetov, znanstveniki, raziskovalne enote, svetovalci, podjetniki v sektorju kmetijstva in prehrambene industrije. In zdaj imamo že več kot 1000 partnerjev. Naše raziskave se izvajajo v skupini 500 kmetov z drugimi partnerji mreže, kot so raziskovalci, podjetniki, svetovalci. In to pomaga naši mreži pri njenem delovanju in organizacija naših dogodkov je ocenjena strani več kot 80% respondentov kot visoka ali pa zelo visoka po kakovosti. In to je krasen odziv udeležencev naših dogodkov, ki so upravičenci delovanja naše svetovalne službe. Vedno pa nam dajo povratno informacijo, ki nam vedno znova potrdi, da je naše delo dobro. Zdaj pa poglejmo inovacijske posrednike. Naša struktura posredništva, kot sem že dejal, je razdeljena na regionalni ravni. Kmetijski svetovalni center je koordinator naše strukture inovacijskih posrednikov. Ti pa se nahajajo v vsaki od 16 regijskih centrov za kmetijsko sodelovanje oziroma svetovanje. In v Bervinovu sem že omenil, kjer delam jaz, smo zadolženi za usklajevanje. Sam sem torej nacionalni inovacijski posrednik in koordiniram delovanje drugih posrednikov, ki delujejo v okviru regijskih svetovalnih centrov. Seveda, inovacijski posredniki sodelujejo pri usposabljanju in svetovalnih srečanjih, ki jih organiziramo mi, minimalno 4-krat na leto. To pa se financira v okviru tehnične pomoči, v okviru RDP 2014-2020. Torej, sredstva so za to namenjena in 4-krat na leto, najmanj, se je možno teh srečanj udeležiti. Včasih naš operativni načrt omogoča več kot 4 usposabljanja za inovacijske posrednike na leto. Seveda je trenutno vse spremenjeno, več dogodkov poteka kot webinar in morali smo seveda določene rešitve, že načrtovane dogodke
Inovacijski posredniki so običajno svetovalci z izkušnjami, specializirani za kmetijsko tehnologijo in agronomijo. No, mislim, da je 80% naših inovacijskih posrednikov, ki se nahajajo v vsakem posameznem svetovalnem centru v posamezni regiji, imajo običajno resnično dobre izkušnje. Večinoma so svetovalci iz posameznih oddelkov na področju, kot rečeno, kmetijske tehnologije in agronomije. Večinoma so strokovnjaki za ti dve področji. Inovacijski posredniki na Poljskem morajo biti mobilni, morajo potovati preko regij, kjer se sestajajo s posameznimi kmeti, kjer se sestajajo s potencialnimi upravičenci, kot so denimo podjetniki, ki jih zanimajo inovacije, razvijajo stike z regijskimi tudi agri-univerzami in regijskimi izpostavami raziskovalnih inštitutov. In zato je izredno pomembno imeti veliko stikov z akterji, ki želijo izvajati nove inovativne rešitve na področju kmetijstva. Vsaka regija ima torej posrednika, ki je zadolžen za širjenje informacij, za ponujanje podpore kmetom, za podporo v procesu implementacijskih projektov. Kasneje pa, ko se projekt delovanja operativne skupine zaključi, pa posredniki pripomorejo k širjenju teh informacij, dajo tudi nasvete o tem, kako lahko dobijo nove subvencije v okviru ukrepa 16 ali pa v okviru izvajanja subvencij za inovativne projekte. Organizirajo sestanke, izvajajo usposabljanja za kmete, svetovalce, raziskovalce in podjetnike. Seveda so taka srečanja, usposabljanja izredno pomembna in kar največ časa gre vsak dan prav za ta namen. Tu pa lahko vidite en tak primer. Mislim, da boste nekateri udeleženci današnje konference lahko prepoznali tole usposabljanje na ekranu, kajti izvajal se je v Sloveniji, v Ljubljani. In na sliki so tudi določeni zaposleni iz Slovenije, iz vašega svetovalnega centra oziroma javne službe kmetijskega svetovanja in tudi iz ministrstva. In tako lahko rečem, da naši posredniki ne delujejo le doma na nacionalni ravni, ampak tudi mednarodno. To je vse, kar bi želel podeliti z vami. Če pa imate seveda več vprašanj ali pa misli o tem, o čemer sem govoril, ali pa o čem, česar se morda nisem dotaknil, pa vas to zanima, ne oklevajte. Postavite mi vprašanje, lahko že zdaj na tej konferenci, ali pa lahko vzpostavite stik z menoj preko naslova elektronske pošte, ki je na ekranu. Lahko se slišimo preko telefona, Zooma ali pa kakšne druge platforme, ki jo omogoča internet.